Tako lepo vas je videti vse. Dober dan. Gledališče. Pa se šel. Hvala za to. A vas motimo med delom? Ne, otroci se vas zelo veselijo. Ja, jaz tudi. Se veselim, da se vrača življenje v šolo. Ja, jaz tudi. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. A ste zadovoljni, ker ste nazaj v šoli? Kdo bi si mislil, da bomo kdaj to slišali? Dobar dan. Dobar dan. Prosim. Kratka obiska v šoli in v vrtcu, so vas seznanili s čim pomembnim in s čim, na kar moramo biti še posebej pozorni, oziroma politika? Najprej mislim, da smo vsi presrečni, da se odpira javno življenje in z njim najprej in predvsem šole. Mislim, da je to najprej in predvsem dobro za otroke, da so s tem zadovoljni tudi starši in da je to nek znak, da se razmere epidemije umirjajo in da se bo počasi odprlo tudi drugo javno življenje. Toda zdi se mi prav, ne da bi se spuščal v odločitve pristojnih oblasti, da se zlasti najprej skrbi za odpiranje šol. In zato, da razmere v javnem življenju in odpiranju javnega življenja toliko obvladujemo, da šole ostajajo, kolikor je mogoče, odprte. Tudi razmere danes slišimo znova spodbudne podatke o okuženih, o tistih, ki so hospitalizirani, o tistih, ki so v posebnih oddelkih. Vse to nas navdaja z enim upanjem, da smo morda priča dejanskemu finalu drugega vala in morda celo same epidemije. Jasno, prelomna točka je cepljenje, v domovino prihajajo počasi nove zaloge cepiv in v skladu za strategijo vlade bomo tudi cepljeni. Upam, da se bo za to odločila večina prebivalstva in s precepljenostjo bomo v bistvu tudi obvladali problem, ki nas je zadnje leto na nek način ohromil. Seveda, vsi smo utrujeni od te krize, naveličani na preizkušnje, naša čisto človeška potrpežljivost, vendar vam bi rad rekel, da ljudje, ki so to leto najbolj skrbeli za to, da je vendar šlo vse naprej, od zdravstvenega osebja do ljudi, ki so skrbeli, da so elementarne stvari na svojem mestu. Vsi ti ljudje so polni upanja in optimizma. In se mi zdi prav, da tudi drugi, ki nismo bili tako v prvih vrstah, pokažemo zdaj vse najboljše v tem smislu strpnosti in potrpežljivosti, da še te zadnje tedne ali morda mesece zdržimo in potem razmeram primerno odpremo javno življenje in se počasi vrnemo v normalno življenje, ki bo verjetno prilagojeno razmeram tudi po epidemiji. Ampak mislim, da lahko zdaj prvič res z realnim optimizmom zremo v to prihodnost. Omenjali ste pomen strpnosti, sodelovanja, ampak tega v politiki ni prav veliko čutiti, tudi razne pranje umazanega perila preko Twitterja in tako naprej. Pa gledajte, mi bomo zdaj malo praznovali kulturni dan, praznik, smo ena redkih držav, ki ima za državni praznik dan kulture. In jaz bom v svojem govoru v predsedniški palači spregovoril o kulturi dialoga. Kultura dialoga je sicer deloma tudi predpisana z predpisi, prepoveduje sovražen govor, vendar je v bistvu od nas samih odvisno, s kakšno mero spoštovanja dostojanstva drugega bomo izražali svoje mnenja, ki so lahko tudi zelo različne. Jaz v tem smislu vedno opozarjam na to, da moramo paziti na to, da svobodo govora čuvamo, ker smo se zanjo prizadevali skozi stoletja in desetletja, da jo imamo. Vendar pa moramo ves čas vedeti,
ta svoboda govora pomeni tudi dolžnost. Dolžnost, da jo izpoveduješ tako, da ne prizadeneš drugega. In tega vidim danes preveč nepazljivega, ne bom rekel neprijaznega, ampak nepazljivega govora, ki mu je malo mar za to, ali bo koga prizadel ali ne. Sej vsakemu od nas se to lahko zgodi, ampak potem je tukaj opravičilo in ena pozornost, da se to ne ponavlja. Glejte, smo v času izteka neke krize. Če pogledam moje izkušnje, ko sem bil predsednik vlade pred 10 leti, v času finančne krize, vem, da se s samim koncem krize, tokrat zdravstvene, takrat finančne, ne bo končal čas stisk in težav ljudi. In da bo strpno še naprej izkušnji. In zdaj, tako kot si bomo poslali, tako bomo spali. In to velja za vse nas. Ne moremo reči, da če mi nismo recimo nagovorjeni z sovražnim govorom, da se nas to ne tiče. Vseh nas se to tiče. Kolikor več si bomo prizadevali za to, da bomo izpovedovali svoje stališče na prijazen, dostojen način, toliko več bomo imeli takega govora tudi nazaj. Zdi se mi, da se je vredno potruditi, ker to potem ustvarja neko splošno razpoloženje. In še beseda o odgovornosti politike, jasno. Ko dajem tak poziv, ga moram najprej samo upoštevati. Potem si pa želim, da bi politika spomnila sama sebe. Da smo šli tudi že skozi težja obdobja v naši zgodovini, ne nazadnje pred 30 leti, letos bomo praznovali obletnico ustanovitve države in njene obrambe, ko je ob vseh razlikah na koncu vendarle prevladal duh skupnosti. Se pravi tistega, kar nas povezuje, ne tistega, kar nas ločuje. Dajmo letos, v letu, ko obeležujemo 30-letnico, spomniti eden drugega, da si pripadamo in da moramo paziti eden na drugega. To se mi zdi bistveno. In politika je tukaj prva poklicana in prav vsi. Ne moramo s prstom pokazati, da je eden bolj kot drugi. To se mi zdi, da je najbolj pomembno za razpoloženje javnosti. Kako vidijo, da se obnaša politika. Če je politika nestrpna, surova, neljubezniva, potem se tudi javnost ne čuti dolžna, da bi taka bila. Če pa politika daje en drug zgled, je tudi javnost nagovorjena, da se tako obnaša. To je zelo pomembno v tem času. Danes, mogoče samo še to, danes tu predvsem zaradi Josipa Ipavca. Kako dobro poznate družino, rodbino Ipavca? Ste se danes morda tudi česa novega naučili? Jaz se spomnim, ko ste popravili, da sem gledal nadaljevanko o Ipavcih kot otrok. Spomnim se, da je bilo to moje prvo srečanje z Ipavci, potem pa seveda tudi skozi šolanje, pa seveda skozi vse politično in javno življenje. Ipavci nas spremljajo s svojimi pesmimi, skoraj da, na sleherni proslavi, tudi v predsedniški palači. Imajo nekaj skladb, ki jih imamo Slovenci za svoje in jih slišimo zelo, zelo pogosto in dostikrat pozabimo, da pripadajo Ipavcem, ker jih imamo tako za svoje. Hvala lepa.